Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Vsem skupaj en lep dober dan. Hvala lepa, ker ste se odzvali v tako velikem številu, da ste prišli na to predstavitev. V naslednjem tednu se zopet odpravljamo v Vatikan, kjer bomo tudi slovenska ekipa znova sodelovali pri postavitvi dekoracije za baziliko svetega Petra, za velikonočne slovesnosti. Tokrat gremo na pot, saj midva že 27-tič. V zadnjih letih se pridružuje temu projektu tudi kolegica Andreja Bartol iz Novega mesta. Zdaj, tako kot sem rekel, 27-tič, vse od leta 2011, ko sva začela s tem projektom za čas Velike noči, pa potem od leta 2013 tudi za Božič. Tako vsako leto bomo rekli, uradno povabilo Veleposlaništva Republike Slovenije pri Svetem sedežu, ki tudi uredi vse te formalnosti, ki morajo biti urejene, seveda v komunikaciji s Svetim sedežem. Potem oni poskrbijo za to, da mi pridemo uradno tam zraven, tam noter, da so vsi papiri, da stojijo tako, kot morajo. 27-tič, kot smo rekli, bo to že za naju ta pot, za Andrejo mislim, da 5-tič, ker se odpravlja z nami. Tako da letos, kar je posebno, seveda Velika noč v vsej tisti svoji simboliki, ki je največji krščanski praznik in se to pozna tudi pri dekoracijah, je Sabina uredila, da tokrat zopet sodeluje tudi podjetje Ocean Orchids s svojimi orhidejami, tako da se bomo Slovenci poleg dela, ki gremo dol delati, predstavili tudi s svojimi produkti, kar je zagotovo en svojstven uspeh v svetu. Vsako leto za Veliko noč trg svetega Petra okrasi nizozemska ekipa vrtnarjev, ki pridejo dol ravno tako s svojimi produkti, s svojim cvetjem, s svojimi lončnicami, s svojimi čebulnicami in gomolicami in okrasijo trg. Naj povemo tukaj, da ta ekipa okrasi trg za velikonočno mašo, ki se zgodi v nedeljo zjutraj, medtem ko mi sodelujemo z vatikansko ekipo vrtnarjev, ki izdelujemo dekoracijo za velikonočno vigilijo ali bedenje, ki se bo zgodilo v soboto zvečer. Toliko mogoče, kar se tiče organizacijsko. Zdaj Sabina pa Andreja pa Rože se odpravljajo na pot v ponedeljek. Že v nedeljo? V nedeljo. Ker Rože pridejo dol že v ponedeljek, ker morajo biti to prej pripravljene. Jaz osebno se bom pridružil potem v sredo, ker imam še ne druge obveznosti, tako da bomo potem skupaj zaključili v soboto popoldan s to dekoracijo, ko boste vi vsi nesli v žegen, se spomnite na nas. Takrat smo mi v baziliki, kjer finiširamo, ker se bo maša po vsej verjetnosti začela ob 8:00 zvečer, pa do takrat vse pripravljamo, da je vse na mestu tako, kot mora biti. V Božiču smo se že v bistvu takrat, ko smo delali božično dekoracijo, smo se že pogovarjali, kako bi bilo za novo idejo, zaradi tega, ker zdaj vemo, da je tudi nov veter zavel v Vatikanu, torej je bila ideja, da bi tudi ko pride tudi nov papež, ponovno naredili nekaj drugačnega, kot smo imeli že prejšnjo leto. Ideja je padla se strani vatikanskih vrtnarjev, če bi tudi tokrat sodelovala. Torej, najprej je bilo treba idejni načrt oblikovati, to ni samo plod mojega dela, namreč vedeti morate, da brez sodelovanja ne morem jaz popolnoma nič narediti, lahko samo naredim skico na papirju in je to. Namreč v ozadju prvi korak se začne seveda s klicom v Prekmurje, da vprašam, kako pravzaprav imajo naravnano proizvodnjo orhidej. Namreč to morate vedeti, da to ni zdaj od danes do jutri, to ni nič uvoženega, to je vzgojeno tukaj v Sloveniji, kar pomeni, da orhideje, ki so eno leto že v rastlinjaku, potem mora se tam pregledati, kaj je sploh mogoče. In potem recimo smo nekje prišli do tega, prvi korak je bil, da je nekje 70% belih orhidej in pa 30% oranžnih, zaradi tega, da bo potem tudi skupni izgled, da bo v bistvu povezava med Berninievimi stebri in potem celnim oltarjem, da bo potem to enotna slika. Naslednji korak, ki je izjemno pomemben, skoraj da bi lahko rekla enak kot ta, pa je, da jaz koordiniram
z Smith Oasis podjetjem, ki je pravzaprav svetovnega formata, in sicer v Evropi je sedež v Nemčiji, namreč v Nemčiji pač potrdijo sponzorstvo na račun, se pravi sredstev v Italiji, pa vendarle vse podlage, ki so posebne, pa se naredijo v Sloveniji. To sem jaz pač prvič leta 2019 orala ledino, sem pač imela brainstorming in mi je uspelo, da smo s fanti prvič pripravili inovativno podlago, ki jo še nikjer ni. Praktično je unikum v celem svetu in tokrat je pač to trajnostno. Peter Ribič, letos že 27. odhajata v Vatikan z gospo Sabino Šegula in pridružila se vam je še kolegica iz Novega mesta. V tem času pa so se stkale tam posebne vezi. Kakšne? Prijateljske, bom rekel, pristne, zelo naravne, take, kot navadno veljajo med vrtnarji, ali tukaj doma, ali pa pač v tujini, in moramo vedeti, da so Italijani res en tak prijateljski narod in so nas z veseljem sprejeli medse. Na prvem mestu so orhideje, ki jih odpeljete, in še druge rože. Kakšne že? Sabina je v dogovoru z vrtnarji v vrtnariji dogovorila, kaj vse bojo še dol tudi priskrbeli, nabavili, in med drugim so to vrtance, pa potem tudi zelenje, pa potem tudi nageljni in tako naprej. Seveda pa čisto 100% ne moramo vedeti, kaj nas čaka, ko bomo prišli v Vatikan. In kakšna je še ekipa, ki tam krasi ta vatikanski oltar? Vatikanska vrtnarija ima zaposlenih 20-25 vrtnarjev, ki so tam za oskrbo vrta, med drugim tudi za izdelavo dekoracij. Ta ekipa tudi za čas praznikov sicer okrnjena sodeluje pri izdelavi te dekoracije, poleg njih pa seveda pridejo občasno tudi njihovi znanci, prijatelji, ki so iz stroke, tako kot je Sabina že omenila, kolega z Nizozemske, ki sicer živi na Kitajskem, pride, pa potem Silvija iz Peskare in tudi drugi kolegi, ki občasno pa sodelujejo pri postavitvi teh dekoracij. Vse rože se odpravljajo s posebnim kamionom, da jih odpeljejo tako, da so pod kontrolo, da ne pride do kakšnih ne okvar, ampak poškodb na samih rožah, kar je zelo pomembno. Kdaj pa se vi odpravljate na pot? Zdaj, cvetje, toliko da dopolnim, se odpravlja s hladilnikom, ki mora biti pod kontrolirano atmosfero. Veste, da so orhideje pač tropske rastline, ki ne smejo biti na premrzlem ali na prevročem. Mi se, Sabina in Andreja, se odpravljata na pot že v nedeljo, jaz se jima pa potem pridružim v sredo. Imam še določene obveznosti službene tukaj za oddelati in pač moram ostati 2 dni doma. In kdaj se potem vračate nazaj? V nedeljo zvečer, se pravi na samo veliko noč. Zdaj, za samo krasitev oltarja predpriprave so dosti prej, sploh če recimo se pogovarjamo o sami ideji. Namreč konkretno zdaj za veliko noč smo se že o božični dekoraciji začeli pogovarjati v slovenskih orhidejah, potem je stekla celotna organizacija za vse te zadeve vzadej, kar pomeni kar en mesec dela konkretnega. Sponzorji od Nemčije, Italije do Slovenije za podlage, ki so posebej narejene, potem pa seveda tudi še slovenske orhideje iz Prekmurja, iz Ocean Orchids. Ko je to nekje bilo zagotovljeno, potem je bila tudi poslana idejna skica, to so pač potrdili. Moram reči, da v letošnjem letu je izjemno dobro komunikacija tekla preko moje kolegice Silvije Romagnoli, torej neformalna komunikacija z vatikanskimi vrtnarji, tako da sem se pač zelo veliko s tem pomagala. Dala sem nekih predlogov za to, kolikšno količino in kakšnega cvetja. Glede na te zadeve, ki so zdaj v svetu, bomo videli, koliko bo pač uresničeno teh želja. Vedno pa naredimo, če ne drugače, jaz pravim, da Improliga med profesionalci teče. Smo močna ekipa, zdaj se nam je že 4. leto pridruži Andreja Bartolbele, kolegica, ki je tudi floristka. Mogoče tako, bom rekla, malo za šalo, malo za res poučuje cvetličarstvo, pa vendarle je tudi moja študentka, ker bo pač na najvišji ravni, tako kot imam jaz mojstrski izpit iz Švedske, tudi ona to naredila in pa to znanje prenašamo naprej.
Sama dekoracija se začne tako, da orhideje, ko pridejo, jih je treba najprej pač oskrbeti po tistem protokolu, da zdržijo kot rezano cvetje, cela veriga Flora Life hranil. Potem pa seveda začnemo vedno z brninjevimi stebri, to pomeni z lončnimi orhidejami. To poteka tam nekje 1 dan, 2 dni, potem se pa lotimo tudi same dekoracije ostalega oltarja. Ko to naredimo, morate vedeti, da so to metri, potem se ti metri oštevilčijo, se razstavi dekoracija, se pripelje z majhnim kamiončkom do bazilike in se tam potem ponovno sestavi, tako kot je oštevilčeno, popravi in potem je zmaga. No, vse obenem pa je to velika promocija za Slovenijo v tolikih letih. Absolutno da, vedeti morate, da zdaj recimo, ko imajo Nizozemci 40. leto, tam prihaja cel avtobus, organizirano. Midva pa sva začela samo dva entuzijasta, zdaj smo 3, v lastni režiji organiziramo prevoz in bivanje in potem tudi tam preživimo čudovit delovni dopust. Hvala lepa za tale pogovor, srečno pot vam in seveda tudi vsemu cvetju, ki ga peljete s seboj. Hvala tudi vam, hkrati pa bi zaželela lepe velikonočne praznike vsem gledalkam in gledalcem. Enako tudi mi v imenu Gorenjske televizije naših gledalcev. Hvala.